Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v Mladoskopu. Z vami sem Jakob Turk in v teh dneh smo vstopili v postni čas. Čas, ko malo utišamo hrup, naredimo prostor za molitev, zmirnost in predvsem poskušamo izkazati več pozornosti do bližnjega. Danes pa z nami v Mladoskopu izjemno zanimiv sogovornik. David Hrup Mauser, dijak gimnazije Poljane iz okolice Domžal. David z veliko predanostjo vzreja in razstavlja kokoši pasme Čabo, doma ima prav malo kokošjo družino in veliko znanja ter potrpežljivosti. Poleg tega ga zanima tudi fotografija, zato bomo skupaj pogledali, kako se strast, disciplina in lepota stvarstva ujamejo v vsakdanu. Vabim vas, da prisluhnete najinemu pogovoru. Mladoskop. Zato jaz vedno, ko se mi kakšna pot odpre ali pa kakorkoli tazga, da bi na nek lahek način prišel do nečesa, še vedno, ko je bilo to, nisem nikoli z tega. Sem prišel do tega, ampak nisem nič imel. Ker sem, na primer, s kurami pismo sem začel res trnjavo pot, tako bom rekel. In dejansko je nek rezultat s tem. Z nečem, kar sem pa začel nekaj nalagoma, to pa ni bil toliko rezultat. Na primer, odbojka, bom tako rekel. Sem pač dobil možnost, da sem šel trenirati, ampak vidim, da so me dejansko kure tiste, ki so moj point, mi je bilo dano v življenju. Mislim, dano, to se je moglo zgoditi. To, za kar je Bog ne te ustvaril, ampak da ima tudi on nek plan. Nek passion, ja, neko poslanstvo. Dejansko s kurami je imel. Z odbojko vidim, da ne bom zaradi poškodb pa tega, ker imam že zdaj s koleni neke težave, pa mi je poslal preko kur fotografijo. Da lahko to, ker sem imel veselje, preko druge stvari pridem do tega. Da imaš tudi priložnost za nekaj zaslužiti in še ena taka strast, ki te potem vodi naprej v življenje. Ne? In to je to dejansko, da vse se pol, kako sem rekel, se poklop, ker nekaj hočeš, pa drugo ni. Ne? Tako da to je tako, ker ni vse tako, kot bi mogli biti. Vedno, zato pa obstajajo neke stvari, da se zgodijo ti. Koliko stvari se ti zgodi v življenju, ki se ti zdijo popolnoma nesmiselne, ampak potem pa se kar sestavi. Tako smiselno. Mislim, vse to sem rekel, kakor sem sam rekel. Dejansko skoraj pač sem začel, ne. In to je od majhnega, sicer sem imel, moj dedek je imel živali včasih pred mano, pa sem, ne vem, ko sem bil majhen, sem te živali pa to imel, pa sem pa za rojstni dan si zaželel morskega prašička takrat. In se spomnim, še tisti sončen dan je bil, pa rekel, dedi, lih iz vrtca sem prišel, če se ne motim. Je rekel, 5 krava imaš tam not, pa sem rekel, kaj? No pa me pa res morskega prašička in to mi je bilo takrat tako, veš, ko majhnemu otroku daš eno žival, je skozi prnej pa to pa gleda. To si pol je bilo, ne vem, ko je bilo, pa sem malo časa tako, ko opustošil to, a ne si tak je dedi rihtu za to. Pa sem malo tako, mi ni bilo pol proti zadnjim letom tega morskega prašička življenja, ki je bilo, mi pa rado če dali bolj všeč, ne, ampak sem ga imel 7-letnik tazga. Tako da je res dolgo dobo preživel, ne vem, koliko živijo, ne znam povedati, 3 leta, 4. Kaj sem pa še to je veliko. Ta drugega, ki sem imel, pa sem pol imel 2021, sem dobil novega morskega prašička za rojsten dan od tete. Ti se pa sam 2 ali 3 leta živel. Nekaj tazga. No, glavno in takrat sem dobil nekako voljo do živali. Pa še moj dedi me enkrat pelil, sem si kozo zaželel, pa ne vem zakaj. In sem neke ovce, ali kaj smo imeli, nimam pojma, sicer pač nisem s kmetije. Ampak vseeno vidiš ta blagoslov, da v resnici si imel prostor, kam lahko te živali daš. Ja, jaz si ne znam predstavljati, kaj bi jaz brez živali v življenju. Ampak za tistim morskim prašičkom potem pride neka fenomenalna zgodba. Ja, za tistim morskim prašičkom je pa prišlo tako, da seveda potem, ko sta me dedek pa babica zapustila, ko sta šla v večnost, ne, je bilo pa tako, da smo imeli, oči je
dejansko smo kokoške pripeljali, navadne kokoške, pa smo tam naredili kurnik zadaj za hišo in ja, takrat sem pa se spomnil še tistega večera, ko jih je pripeljal. Sam gledal, sem rekel, sam perje, wow. Naslednji dan sem bil že skoraj noter pri njih, to je bil pa 3. razred, če se ne motim, 3., 2. razred. In takrat se pa začela moja ljubezen do kokošk. In sem jih dejansko pregledoval, to so letele po zraku, ko so mene videle, ker ko sem jaz not prišel, sem si zadal, da bom vsako pregledal. In je bilo tako, da smo imeli nek zaprti del, pa nek odprti del, ne? Ja. In sem vse odprl, najprej so šle ven, in pol vsako, ki sem pregledal, sem je dal noter, pa sem je zaprl, tako da sem prišel do ta zadnje. A ne? Če si predstavljaš kokošnak, pa v zuniji izpust. A ne? In sem vse prišel do ta zadnje, seveda, ta zadnje je bilo največ dela, ker smo imeli na sredini neko drevo in sem kar veliko pretekel, in tako rekel, da sem jo ujel, pa lahko pol malo pregledoval, pa perje štel, pa vse, kar je bilo možno. Fascinantno mi je, da pri teh letih te ni bilo nič strah. Jaz sem imel pred 1 mesecem v resnici moja babica je dobila 2 kokoši, take črne, velike, in moja naloga je bila, da jih grem iskat in da jih prinesem tam v družbo, da jih vidijo vsi, kako res imajo lepo perje. Meni je bila nočna mora ujeti to kokoš, ona je kričala, ves čas tam, mi rečemo kokodekala in mahala s temi peruti, krili in meni je bilo grozno to. Pa bom tako rekel, ne vem, to tudi mogoče moja sestra, ki pač ni tako zainteresirana ali za to, ne? Ampak ne vem, jaz sem to v tem užival. Mene je to veselil, da sem to delal. Pa ne, da bi kogarkoli mučil, ali pa kaj tasga, ampak ne vem, nek passion sem dobil, neko poslanstvo. Strast. Za to. Ja. Kako si vseeno gledal na to, da kokoš kriči, prhota, poskuša zbežati? Ja, mislim, na začetku je to težko, ne. Seveda, kakor vsak otrok je lepo probaš nežno, pa to. Pol pa dejansko, bom rekel, da se, ne vem, navada se, ne, ko daš 10 kokoši čez lih še ne, ampak ko daš pa par 20-50 čez, pa se navadaš. In te dejansko postane, ne vem, bom rekel samoumevno, ampak dobiš, navada se. Niso pa vse kokoši seveda enake. Ne, to pa ni res. Kakšne kokoši ste imeli vi takrat? Mi smo imeli takrat navadne jarkice, galus domesticus se pač po strokovno temu reče, ne. Navadne rjave nesnice, jarkice. In takrat sem rekel očitu, tale je peteln, pa seveda so bile vse kokoši, ne, ampak je imela malo večjo rožo, grebena, ne, in sem rekel, ta je peteln, pa rekel, ati, ne, ni. Pa tukaj, da sem ustrajal, da je pa rekel, ni, lih tok, da me je skoraj prepričal, da je, ampak ni bil. No, pa smo pa dobili enega petelinčka in takrat so ga ganjale vse kokoške okrog, tako da se je on kar v gnezdu skril na koncu. No in pa se je tako začel, pa je pa oči prenesel domov race, a ne, in seveda raca kot raca se pa, ko pride spomlad, to se utopli, v njej se začne ta nagon za nesti jajca in se pač usede, znese neko količino jajc in vsaka raca, koliko jih mogoče kdo vidi ob tem ribnikih pa brekah, se usedejo in začnejo valiti jajca ter pač tudi na njih sedeta, ne. In dejansko se je pri tej raci prišlo do tega in prvič ni bilo nič, pa drugič tudi ni bilo nič, ker dejansko raco moš čim bolj pustiti pri miru, ne. Seveda jaz pa z navdušenjem ne hodil, še nosil sem ji za jesti pa za piti do nje in to pač ni bilo lih najboljše, ker raca mora iti dol, da se jajca ohladijo, a ne, in tako naprej, zato ker če je preveč velika temperatura, se pač ti zarodek zamre noter. No in pa sem rekel, da je pa dost, boš že šla sama ven pa to. No in takrat v tretje pa začel. Pa sem še na YouTubeu gledal mene videoposnetke, to je bilo takrat lih zgoden začetek tega epidemije, ko je bila korona. Takrat sem gledal seveda malo na YouTubeu, pa to sem preučeval, imel sem enega iz
se mi zdi, da je bil iz Ukrajine ali Rusije in takrat. Ki je tudi snemal to vsakdanje, pa je kazal, kako race to obkluvajo, pa kako olup. Se mi je zdelo, wow. No, in takrat sem 2 rački rešil, ko dejansko tudi ne bi prišle ven iz jajc in tako se je začel. Pa se je pa raca usedla gor spet, še drugič in je bilo najprej invazija račke, ki jih je bilo skozi po enem munem, je spet začela druga. Pa sem pa prišel dejansko na idejo, da bi lahko dal kokoši jajc pod raca. Ampak takrat ste imeli kokoši ali ne vem? Ja, smo imeli, oboje dvoje smo imeli, a ne. Še race smo priključili zraven. Aha, zakaj potem kokošje jajce pod raco? Ja, te kokoške moje so bile bolj, kot te rekel, alpske kokoške, bolj so skakale po zraku, pa niso bile preveč zainteresirane za valjenje, ker mora biti dejansko, kura moraš začutiti neko materinstvo, no. Torej niso vse primerne za biti. Ja, tako bom rekel, kakor se sama odloči. Seveda ti... Se pravi, ni odvisno od pasme, ampak od nje kot take. Ja, od nje dejansko je odvisno, ne. Lahko je še kako bodi si dobra, pa se ne bo odločila nikakor. Lahko je pa dejansko tudi ena taka, ki pa dejansko nikoli ne bo, ali pa je ena, ko bo skozi hotla biti, ne. In zdaj imam taki, ko so skozi rade. Tako da rabim dejansko se paziti, da jajca popiram pa to. Tako da ja, takrat je bilo pa to in so začele, isto je bilo kot po račkah, prvič ni bilo, drugič ni bilo, v tretje je pa šlo, tako da, kot pravijo, tretje gre rado. In takrat se je sam ta moja želja po nekih kokoškah, takrat sem bil seveda še nek čist laik, nisem še nič vedel v njih, se je začela razširjati. Če narediva hitro primerjavo kokoš raca, zakaj si izbral kokoš? Prvo raca preveč svinjarije naredi. Ne vem, preveč usvinja pa to. Jaz imam prvi neko žival, ki je čista, pa dejansko ne naredi toliko škode, pa imava jaz in ona neko korist od nje. Eno drugega, no, tako bom rekel. Pa bolj so take, ko ne rečem, zaupljive do ljudi. Tako, ja, to je dejansko beseda, ki jo lahko opišem. In potem si dobil to kokoško. Je bila to iste? Piščanček 2 ali 3 so se mi izvalili in so bili vsi petelinčki. No pa ta še ena zgodba, so se vsi stepali, pa so mogli iti v juho. To mi ni bilo najbolj prijetno, ampak drugega nisem imel, ker tudi prostorska stiska je bila, kako ne rečem. Vsi so bili skupaj in ja, tako je bilo. To se spomnim, ja, 6. razred se je začel. Pa so bili ti 3 petelinčki enake pasme kot kokoši, ki si jih imel do tedaj? Ja, iste pasme so bili. Pa zgleda se, neka hierarhija se je ustvarila, kdo bo glavni, ne, in so se dejansko pol zmenili sami. Kako si pa nadaljeval potem od kurje juhe dalje? Ja, pol sem si pa za rojstni dan zaželel v 6. razredu, da bi dejansko probal to umetno valiti, a ne? Kakor sem imel prej dejansko nekega vzornika tistega iz YouTubea, sem rekel, pa sem gledal že prej, ampak je bilo to kar cenovno je drago, a ne. Pa sem rekel, oči pa mami, če bi mi lahko mogoče omogočila to, pa nisem nič vedel do mojega rojstnega dneva, no in dejansko smo takrat šli po valilnik in sem ga dobil, seveda jajčka sem imel že preštimana, vse to, in sem priklopil ga lepo in ja, kakor je bilo po racah pa kurah, je bila tukaj tudi ista zgodba. Ni šlo pa ni šlo. Pa sem že mislil, da sem dejansko v nekem začaranem krogu, da mi ne ratuje, a ne. In prvič ni bilo, drugič ni bilo. Pa sem rekel mami, dej, veš kaj, ti zdaj to nes nazaj, prav veš, ko si na koncu, pač nimaš kaj, nimaš več ne energije, ne nič. Umrla ti je motivacija. Ja, dejansko. In pa je rekla mami, daj, probi še enkrat, sej, glej, če nimaš kaj za izgubiti, dobro, nekaj imaš, ajde, tista jajca, ki so, ampak probi še enkrat, mogoče ti pa res rata. In dejansko mi je ratal. Takrat sem pa dobil ta zagon po valjenju in sem začel valil, sem se preizkušal
v nojevih jajcih, račjih jajcih, prepeličjih jajcih, pavja jajca sem imel, puranja jajca. Vse dejansko, probal sem, kar se je dal in po večini mi je ratval. In pol, kako sem pa dejansko prišel na tu pasmo, kjer sem dejansko zdaj. To sem ravno želel vprašati. No, je bila pa taka smešna zgodba, da smo v 6. razredu, 7. razred, 6. razred, takrat Volinik sem pol dobil, malo prej, 4., 5. razred, nekaj takega. Se v 6. razredu ponudila ta možnost, da smo šli šolo v naravi, smo šli na izlet, v šolo v naravi smo šli šolo. In takrat sem se pa jaz tam spoprijateljil z nekim učiteljem. Se mi zdi, da je bil lih pogovor na teku na kokoši, Sem rekel, da sem navajen na kokoši, če petelini zjutraj kikirikajo, jih ima tudi doma. In sem seveda, David ko David pove nekaj, ne? In je rekel, jaz imam pa enega prijatelja, ki ima pa tudi res neverjetno velik pasem, pa dobra, pa še nekaj jih vzreja za neke razstave. In jaz kaj? Pa je rekel, te bom zapeljal do tistega prijatelja. In to je bilo meni takrat res v veselje, ne. In dejansko sem, torej en večer, se mi zdi predzadnji dan, sem šel do tistega prijatelja njegovega in tam sem zagledal šaboje, čabote. In ta pasma se mi je tako močno dejansko vtisnila v srce, da ta ljubezen med njimi pa mano še don zgori. Kako se izgovori pravilno? Čabo. Čabo. Ja, napiše se SCHABO, ne? Ampak, ali pa CHABO, kakorkoli, je več variant. Ali imaš nek angleški, ali pa nek germanski, nemški. Tako da marsikdo, ne vem, Angleži ne rečejo č, ampak Nemci pa je čabo. Ja. Ampak važno je pa, da vsi mišljamo isto. Ja, in kdaj si potem, torej koliko si bil star, ko si dobil prvo čabo kokoš? Prvo čabo kokoško sem bil star 11 ali pa 12 let. Pa lahko to kokoško malo opišeš, da bojo poslušalci razumeli, za kakšno kokoš gre? To se gre za dejansko eno izmed najmanjših kokoši na svetu. Ni najmanjša, ampak je pa ena izmed zelo majhnih. Če si predstavljajo, kako je moka pakirana po 1 kilogram. Ta kokoška je lihtovk velika. Lihtovk velika tako v višino kot v dolžino, v širino je pol te moke in dejansko izgleda tako, da ima zelo kratke noge, dejansko se vleče z njimi, svoj trup vleče z njimi po tleh, ima krila, s katerimi se konstantno dotika tal, rep ima dejansko visoko dvignjen, skoraj pravokotno, mogoče malo več, kakšno stopinjo več, da dejansko njen zadnjo pero na tem repu sega do te rože njene na glavi. In da tvori dejansko, če bi jo prijel od spredaj pod ozadji, tvori neko žogo z repkom navzgor. So pa to res majhne živali, tehtajo od pol kilograma, kokoška tehta od pol kilograma do nekje 600 gramov, petelinčki so pa sicer malenkost večji, od nekje 600 do 700 gramov. Koliko kokošk si dobil takrat prvič? Prvič dejansko nisem dobil kokošk. To je pa še ena zgodba. Takrat, ko sem šel k temu zdaj mojemu prijatelju, zelo dobremu, ki si zaslužil spoštovanje, dejansko sem prišel na avtobus, ko smo se vračali nazaj, edini sem bil z polnim ruzakom jajc. In to so bila oplojena jajca? Ja, oplojena jajca, ker sem imel pa doma 2 kokoške, ki sta se usedle na jajca. Se pravi, jih nisi valil z valilnikom? Ne, sploh nobenemu nisem povedal, da jih imam. To je bilo dejansko čist interni dogovor med mano pa še tistima 2 gospodoma. Se pravi, tudi domači niso vedeli? Ne, vsi nismo imeli telefonov, nismo imeli nič tega, ampak takrat sem pa dejansko prišel domov
in staršev se mi zdi, da ni bilo doma in sem jajca kar dal pod kure. In mami ni vedela, dokler niso začeli čukati. Tako da sem bil, takrat sem mogel pa kar zadržati vse skrivnosti. In to je bilo res težko, kaj je bilo težko. Nisem mogel, kadarkoli sem kaj rekel, sem se kar konkretno ugriznil za jezik. Ampak pa se je pa to začelo, so piščančki prihajali in takrat sem pa mogel povedati, kako pa kaj. Pa si potem kakšno kokoško tudi kupil ali si imel samo tiste, ki so se ti izvalile? Dejansko je bilo tako, da na začetku seveda vsak, ki začne, začetki pravi, da niso lahki, ne? In tudi niso bili. Sem bil dejansko tako, kot bi ti dele dubo enega psa, da pa začni, ne? In sem se učil, sem malo gledal, po internetu raziskoval, imel sem dejansko takrat tudi kakšne prijatelje, ustvaril sem si takrat Facebook, pa ne zaradi tega, da bi karkoli brskal kakšne nepomembne vsebine, ampak sem rekel, da bom raziskoval dejansko o tem. In tam ti je splet zelo pomagal? Pa dejansko sem hvaležen za to, da je bil takrat, da se je pojavil in da sem znal pametno razmišljati, pa da sem ga pravilno uporabljal, ker marsikdo pač zablode v tem. In takrat sem pa začel raziskovati, sem videl, da je tujini so velika vrata, ki bi se mi lahko odprla in sem še malo s tujino začel se takrat stopil v kontakt z rejci, in sem se malo zanimal, takrat so bili še tako, da ni bil prioriteta čabo, ampak so bile še kakšne druge pasme. In takrat sem pa seveda objavil prvo slikco na Facebook pa to, in ker je bila kvaliteta živali dokaj dobra, so pač kakšen zanimal za to. No in takrat pa pride ta trenutek, ki me je popeljal v razstavne vode. Sem pa dejansko objavil slikco in mi je napisal en gospod, iz kje pa si ti, bi pa jaz to pogledal, kaj imaš, kaj to, bi enkrat prišel na obisk. In sem rekel, ok, pa sva se zmenila. No in ta gospod je bil Stanislav Korošec, ki ga moram pa dejansko, se mu moram zahvaliti. Dejansko sem z njemu pa prišel v te razstavne vode. In je rekel, pa ti si ta prav, ti boš prišel k nam v društvo. In res, takrat sem se včlanil v društvo 2022, 2023, nekaj takega. Lih moj oče je prišel takrat iz bolnice, ko je bil v komi s tem koronavirusom ali kakorkoli je bilo. In je rekel, ti si ta prav, pridi k nam v društvo. In me je vodil čez vse standardom, sva šla skozi moje živali, mi je povedal, kaj moram izboljšati, kaj je bilo dobro, kaj še moram narediti. In potem sem se pa povezal z marsikaterim tujim rejcem, šel sem v tujino, Nemčijo, Avstrijo, kupil nekaj živali, seveda pač tam sem kar dosti evrov odštel za to, ampak bom tako rekel, splača se. Kakšna pa je tvoja naloga na teh tekmovanjih? Ne mislim tukaj samo na tekmovanje, ampak na celotno pripravo. Tukaj je več faktorov, res ogromno, bom tako rekel. Še vseeno moraš imeti neko kvaliteto, ali pa vsaj nek približek. In moraš, seveda prvo, kar je, da urediš neko genetsko, da so genetsko niso povezani med seboj, torej niso v sorodu. S tem najbolj ohraniš to čistokrvnost živali pa tega. In potem vališ piščančke in delaš skozi selekcijo. Da dejansko že pri majhnih piščančkih gledaš, ta ima prste v redu, ta ima že greben v redu, ta ima, barvo, ko se jim začne. In pol tiste, ki niso v redu, jih pač izključiš iz tega vzrejnega programa in jih pa, pa s njimi, ali jih imaš doma tako malo, ali pa kakšnemu prijatelju, ki jih ima, to daš, kakorkoli nima veze. No, in pol tiste, ki ostanejo res dobri skozi, meseca, ko se že odraste, tiste pa razstavljaš, daš na razstavo, seveda pač mora biti pa razstavne kvalitete. To pa pomeni, da so že res dober približek temu standardu. Standard je pa v bistvu dejansko neka ideala, kar pač se od živali pričakuje. Kako mora biti obarvanost peres, To pa dejansko spreminja z genetiko pa s pravilnim parjenjem. In te razstave niso samo, bi rekel, da pokažeš, kakšne živali imaš, ampak pride tudi do nekega ocenjevanja.
Imel sem priložnost, da sem bil zraven na gospodarskem razstavišču, kjer poteka sejem Narava zdravja, Narava zdravja, ja. da sem rekel prav. In tam so ocenjevali živali. Pojma nimam o tem, a lahko malo poveš o tem? Ja, to je dejansko, da tam pokažeš dejansko svoj celoleten produkt. Ker si ga, če lahko to tako poimenujem, ker si celo leto delu, tam se pa pokažeš, pa dejansko tekmuješ tudi s tistimi, ki imajo isto pasmo. Kdo je boljš naredil, ali kako ne rečem. Lahko pa tudi enako dober. Pa poznamo to vrsto tekmovanj samo v Sloveniji ali tudi v tujini? Tudi v tujini, seveda tujina je zelo razširjena, predvsem sever, tako sever kot jug, vzhod, a ne. Imamo tega Evropska unija, ja, dejansko, posod se odvija v skoraj da vsaki državi, se odvija ta lepotna tekmovanja, razstave, kjer pa dejansko imamo več sekcij, naprimer za perutnino, pač golobe, zajce in tako naprej, kunce. Obstaja standard, v katerem pa so opisani te ideali, po katerim ti sodnik oceni. Torej, dobi žival v roke, on je pa pač naučen dejansko, kaj mora gledati pri živali, in pove, ali ima ta žival v redu to, ali še kaj manjka, ali pač nima. In to ti on napiše na kartonček. In na podlagi njegovih želj, torej ocen, se štejejo te točke. Naprimer, ena želja je torej nekje še 96 ali pa 96-95 točk. Ne? In to gre pač točno, ne bom rekel kako pa kaj, ker nisem še do tega prišel. Si pa želim v prihodnosti, da bi tudi kakšen od njih postal. Zato, ker bi tudi sam ocenjeval. Ja, to mi je veselje. No? Verjetno si se udeležil že veliko takih razstav. O 10 plus nisem, sem jih pa že kar nekaj dal čez. Ja. Kakšne imaš kaj rezultate iz teh razstav? Lih zadnjič sem nekaj gledal, sem pospravljal omaro in če se ne bom motil, imam cirka 20 prvakov, nekaj takega. Vse te pa so samo pasma šabo. Čabo. Moj brat pa je razstavljal še račke, pritlikave race in pa svilenke. Tako da ima še on tudi nekaj. Čedalje bolj te opažam tudi na družbenih omrežjih. In moram reči, objave so res na nivoju. Ja, res je. Bom tako rekel, da so kokoši zasnovale moje življenje. Ne? Dejansko so oblikovale to pot, po kateri me vodijo še dan danes, in se je odprla mi tudi možnost do fotografije. To je pa dejansko moja druga ljubezen, bom tako rekel. S to fotografijo se je pa odprl kar en nov svet. In sem rekel, da bi dejansko to, kar imam doma, rad skoraj da v živo pokazal tistemu, ki bi si to želel. Zaenkrat bom tako rekel, da imam to zgolj zase, ampak mislim... Všeč mi je ta beseda zaenkrat. Ja, zaenkrat. Nikoli ne vem, nisem si nikoli mislil, da bom fotografiral, evo, pa se je zgodil. Ta ljubezen do fotografiranja je velika in mogoče, če se pojavi priložnost, če ti kdo izrazi zanimanje. Mislim, branim se, ne, če sem že slučajno omenil, odprt sem za vse izzive, rad se dejansko borim z izzivi, da jih premagam in da dejansko nekaj na koncu se pokaže, kaj mi je uspelo in se to dejansko tudi pozna po odzivih. Kako te pa lahko ljudje najdejo na socialnih omrežjih? Ja, najdejo me lahko tako, da v Facebook napišejo David Hrup Mausar, ali pa na Instagramu lahko napišejo Chabo Land Slovenija, no in tam pa dejansko dokumentiram, ali kako bom rekel, skozi mnoge objave, storije, kaj se dogaja s mojimi piščančki. Pa fotografiraš samo kokoši? Ne fotografiram kokoši, odprl sem si še možnosti, da kakšne dogodke, kakšne športe, pa kaj tazga, no. David, res sem ti hvaležen, da si prišel v današnji Mladoskop. Ja, zelo zanimivo oddajo sva posnela. Želim ti še obilo uspehov na tvoji poti. Hvala, tudi tebi. Mladoskop.
Mlado